Lep pozdrav. Danes bi povedala nekaj o tem, da obstajajo 3 različne bolezni, ki jih v Sloveniji, diagnosticirajo kot fibromialgijo, in sicer, pod isto štejejo ali, gre za izgorelost, ali gre za fibromialgijo, ali pa gre za mialgični encefalomielitis. To je v bistvu za njih vse, gre v isti koš. Zdaj problem je, ker se ne zdravi isto, a ne. In zato je zelo fino, če vi to odkrijete, kaj od tega imate, ker tudi spada pod 3 različne specialnosti. In tudi mednarodni šifrant bolezni, ki je, še zmeraj v uporabi pri nas, to se pravi ICD-10, International Classification of Diseases, se pravi, desetka klasificira fibromialgijo pod stolpec bolezni mišično-skeletnega sistema, invazivnega tkiva, se pravi skupina M, konkretno pod M79/7. Mialgični se pravi sindrom kronične utrujenosti je v poglavju G, bolezni živčevja oziroma nevrološke bolezni, in konkretno pod G93/3. Imenujejo ga pa postviralni sindrom utrujenosti, v bistvu izžetosti bi bil ustreznejši privod, oziroma opcijsko tudi mialgični encefalomielitis. Medtem ko izgorelost, burnout, spada pod poglavje Z, faktorji, ki vplivajo na zdravstveni status in kontakt z zdravstvom, konkretno pod Z73. To so problemi povezani z upravljanjem življenja, in navajajo ga pa pod imenom burnout, se pravi, izgorelost ali, stanje vitalne izčrpanosti. Tako da vidite, da to so 3 različne bolezni, obravnavani pri 3 različnih specialistih, a ne. Pri nas je to vse diagnosticirano pod fibromialgijo. Obstaja pa nova verzija, se pravi ICD-11, a ne, kjer se pa stvari majčkeno spremenijo, in sicer fibromialgija se ne imenuje več fibromialgija, ampak kronična razširjena bolečina. In sicer je to klasificirano pod MG30,01 in spada pod MG30, kronična primarna bolečina. So pa dodali zdaj spodaj pojasnilo, vam ga bom kar prebrala. Kronična razširjena bolečina je razpršena bolečina v vsaj 4 do 5 predelih telesa in je povezana s precejšnjo čustveno stisko, tesnoba, jeza, frustracija ali depresivno razpoloženje ali funkcionalno prizadetostjo. Vmešavanje vsakodnevne življenjske dejavnosti in zmanjšana udeležba v družbenih vlogah. Je večfaktorski, biološki, psihološki in socialni dejavniki prispevajo k bolečinskemu sindromu. Diagnoza je ustrezna, kadar bolečine ni neposredno mogoče pripisati nociceptivnemu procesu v teh regijah in obstajajo značilnosti, ki so skladne z nociplastično bolečino ter identificirani psihološki in sociološki dejavniki. Zanimivo, a ne, ker fibromialgija je čez noč dobila neko novo razsežnost. V ICD-11, torej mialgični encefalomielitis, postane postviralna kronična utrujenost oziroma postviralni sindrom utrujenosti, ki še vedno spada pod nevrološke motnje, konkretno 8E49, post-viral fatigue syndrome, potem je pa mišljeno, v pojasnilu piše sindrom kronične utrujenosti oziroma mialgični encefalomielitis. In burnout, če zmeri, izgorelost, spada pod QD85, pod dejavnike, ki vplivajo na zdravstveno stanje ali stik z zdravstvenimi službami. In to so težave, ki povezane z zaposlitvijo ali brezposelnostjo, in izgorelost je v pojasnilu piše, da je izgorelost sindrom, ki je konceptualiziran kot posledica kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil uspešno obvladan. Zanj so značilne 3 razsežnosti. Prvič, občutki izčrpanosti ali izčrpanosti energije, drugič, povečana mentalna oddaljenost od službe ali občutki negativizma ali cinizma v zvezi s službo, in tretjič, občutek neučinkovitosti in pomanjkanja dosežkov. Izgorelost se nanaša posebej na pojave v poklicnem kontekstu in se ne sme uporabljati za opisovanje izkušenj na drugih področjih življenja. Tako da, če še enkrat, če še enkrat te stvari majčkeno pogledamo, a ne,
Zelo pomembno je, da vi sami pri sebi veste, kaj od tega trojega je vaše, ker na tak način boste lažje ugotovili, kako vaše stvari zdraviti, kako vašo bolezen, tisto, kar je z vami narobe, se lotiti, ker se popolnoma drugače zdravi nek burnout, se pravi izgorelost od postviralnega sindroma, ki ste ga dobili po Epstein-Barru ali pa citomegalovirusu ali pa po covidu, kot neka stvar, kot recimo sama fibromialgija, kjer gre za kronično razširjeno bolečino. Bomo še kaj na to temo. Lepo bodite.